Zelo pomembna zadeva, ki jo priporočam, je volna. Volna je edini material, ki ima to lastnost, da vas greje. Bambus vas ne greje, bombaž vas ne greje, plastika vas hladi, ne glede na to, kakšne zgodbice in pravljice obljubljajo, ne vem, športne nogarice, takšne, drugačne. Ne, to ne pije vodo. Če hočete imeti tople noge, morate imeti to na nogah. In potem imate tople noge. Vse ostalo je, probajte, boste videli, torej na srečo se to tudi še da dobiti, zelo taka visokotehnološki produkt je, ampak to plus to pa si lahko v sobi brez gretja in ti ne bo zeblo. To je zelo pomemben element. Če pa kam greste in ne morete tako, a ne, pa s termoforčkom, Sanji ne bomo prepoznali potem, da hodijo okrog, ne, s termofori. Ne, potem pa obstajajo tudi take zadeve, kot so razne, to so recimo tisti obliži na železo oksid je noter in ko pride v stik z zrakom, 2 dni bo oddajalo toploto. Ali imate tiste ročne grelnike, ki delajo z notranjim izgorevanjem. Date noter 2 žlici tistega zipo goriva in to oddaja tako visoko toploto, da še v roko ne morete prijeti. In če to imaš v žepu, ali če moraš kam iti, ali če si odzuni, ali če si odzuni dela, je dobro kakšne take grelnike imeti. Veliko bolj kot električne, ker električne vprašanje, če boste lahko imeli. Torej, jaz za vas skrbim za toploto, ker mene hitro začne sepst. Seveda, kmečki štedilnik, kurenje na drva. Če pa ste, nisem vprašala, koliko vas je, ki živite v hišah, ali lahko dvignete roke? Koliko vas je, ki živite v stanovanjih, v kakšnem bloku? Zdaj, če ste v bloku, je seveda nabor možnosti malo zmanjšan, zagotovo pa morate imeti vsaj tisti osnovni izvir toplote, iz katerega potem flancate druge rešitve, kar pomeni, če ne drugega bombica, tista 3-kilska, pa plinski, ne tiste planinske, to se vam res ne splača, ker s tem lahko skuhaš 2 kosila, pa nič drugega, ampak vsaj tiste 5-kilske, ki jih lahko filate, pa nekaj plina na zalogo, ker to je edino, kar lahko imate. Veste, mene ljudje zdaj sprašujejo iz Ljubljane, kaj lahko kurim, če nimam dimnik? Pa taka vprašanja prihajajo. Mislim, res bomo prišli do tega, da na koncu ljudje bojo kurili parket, tako kot so ga v Sarajevu? Takrat, ko je hudo, ampak danes, veste, kaj je problem? Ne smete kuriti parketa, ker ste mrtvi, ker ni več parketa. So samo razne plastične zmesi, ki vas ubijejo. Pohištvo danes ne moreš kuriti, ker to ni več pohištvo. Včasih so kurili, ker je bil les. Tako da... Soda in svečke notri. In potem se pokrije z drugo glinasto posodo in še se zapre luknja in da ostaja toplota. Ko se to segreje, oddaja 3 stopinje se dvigne. To je res, če vam je to dovolj. Ja, in treba več tega narediti, ne? Ja, ampak potem pa rabite že tako količino svečk, ki so tudi vse slabše in tudi pokurijo ogromno kisika, to morate tudi vedeti. Vsako to izgorevanje kuri zelo veliko kisika. Obstajajo plinski grelci, dobite jih mogoče še v trgovinah, ki prodajajo z camping opremo, ki niso plin, drugi način izgorevanja je, ki so certificirani za zaprte prostore. Mislim, da se imenuje Buddy zadeva, taka ena grejalica je na plin, ampak jo lahko kuriš brez, da bi luftal. Ker je sistem izgorevanja, ne znam vam razložiti, ja nisem tehnična oseba, ampak me je to zelo zanimalo, ker če ti moraš non-stop imeti odprta vrata, če greš neki na plin, potem nisi prav veliko naredil. Pa te petrolejne peči so, ampak tudi te imajo vonj in pravim, v vsakem primeru ne razmišljajte o gretju prostora, razmišljajte o minimiziranju gretja, pa tudi mi smo grelno telo, pes je grelno telo, pes je vedno bolj topel od vas, tako da če imate psa, imate grelno telo. No, to je prva zadeva, ki je pomembna. Kaj pa smo rekli, da je drugo, brez česa ne moremo?